Danes je še vedno mnogo kristjanov preganjanih, je med jutranjo mašo 7. septembra v kapeli doma Svete Marte poudaril papež Frančišek. Opozoril je tudi na molk avtoritet. Cari fratelli e sorelle, non c'è cristianesimo senza persecuzione. Ricordatevi l'ultima delle beatitudini. Dragi bratje in sestre, krščanstva brez preganjanja ni. O tem, o preganjanju in zasramovanju, kar je usoda kristjana, govori zadnji izmed blagrov in danes pred tem dejstvom, ki se dogaja v svetu, v sokrivdi tišine mnogih avtoritet, ki bi ga lahko ustavile, smo pred to krščansko usodo. Hoditi moramo po isti poti kot Jezus, je poudaril papež Frančišek. De tante potenze che potevano fermarlo. Med jutranjo mašo je bil prisoten tudi novi patriarh Armenske katoliške cerkve. Patriarh je somaševal skupaj s papežem, ki mu je 25. julija letos odobril prošnjo ekleziastika komunijo, cerkveno občestvo. V potrditev evharističnega izvora občestva med rimskim škofom in patriarhalno cerkvijo je sveti oče potem, ko je povzdignil pateno s Kristusovim telesom, leto podal patriarhu. Preden sta jo odložila, sta jo nekaj časa skupaj držala povzdignjeno. Enako gesto sta ponovila tudi s kelihom, s Kristusovo krvjo. Zatem je spomnil na eno izmed mnogih velikih preganjanj, na preganjanje armenskega naroda. Popolo, la prima nazione. Prvi narod, ki se je spreobrnil v krščanstvo, prvi preganjan zgolj zaradi dejstva, da so bili kristjani. Izgnani so bili iz svoje domovine v puščavo brez vsakršne pomoči. Tudi danes z grozo poslušamo o tem, kar delajo nekatere teroristične skupine, kako ubijajo kristjane. Pomislimo na mučence iz Egipta, ki so bili nedavno ubiti na libijski obali, medtem ko so izgovarjali Jezusovo ime. Naj nam da Gospod danes v telesu cerkve čutiti ljubezen do naših mučencev, pa tudi našo mučeniško poklicanost. Ne vemo, kaj se bo zgodilo tukaj, ne vemo, a če se bo tukaj nekega dne zgodilo to preganjanje, naj nam da Gospod milost, poguma in pričevanja, ki so jo imeli vsi ti krščanski mučenci, še zlasti kristjani armenskega naroda.